V Sloveniji morda res nimamo možnosti zasnove stalnega prebivališča v zapuščenem industrijskem objektu. Neugledni industrijski objekti v tujini pa pogosto postanejo stanovanjske delavnice. Moja prijateljica Serena ustvarja v Londonu. S svojim 11-letnim sinom živi v enem izmed mnogih londonskih loftov. Čez dan je Serenin modni studio administracijska pisarna, prostor za fotografiranje, obiske fotomodelov in strank ter delavnica s 3 zaposlenimi. Popoldne pa se spremeni v dnevno sobo z jedilnico. Zelo dolg in razmeroma ozek prostor nasproti studia je predeljen s steno. Ta spremeni eno spalnico v 2, vendar pa omogoča neposreden dotok dnevne svetlobe samo eni. Tako je otroška soba prehoden prostor brez dnevne svetlobe. Serena me je prosila za nasvet, kako bi svojemu sinu uredila svetlo in prijetno sobo, kje bi bila njena spalnica in kam bi lahko pospravila vse blago in vzorce. Torej, kako uskladiti zasebno življenje s svojim delom. Delavnica je hkrati dnevna soba z računalniškim administrativnim kotičkom pri vratih. Visoki stropi omogočajo zasnovo podija. Tako se lahko spalni prostor z garderobnimi omarami dvigne in loči od delovnega okolja. Pod tako nastalim odrom je zdaj dovolj prostora za občasno skladiščenje nove kolekcije. Ob oknu, kjer je največ naravne svetlobe, so šivalni stroji in velika miza. Odvisno od potrebe po delovni površini se miza enostavno pospravi ali delno izvleče izpod na novo nastalega skladišča pod spalnico. Višina delavnice je izkoriščena z visečimi omaricami. Pod njimi je ravno dovolj prostora za premična stojala z nastajajočimi modnimi kreacijami. Za lažji dostop je del opreme tudi lahka aluminijasta lestev, ki se pomika po kovinskem drogu med omaricami. Kotiček, ki je ujet med dostopno točko do spalnice in računalniškim prostorom, je sprejemnica za goste. Z udobnim kavčem, klubsko mizico, televizorjem in knjižnimi policami je to idealen prostor za oddih po napornem dnevu. Na drugi strani stene je kuhinja, ki je popolnoma ločena od ustvarjalnega prostora. S studiem je povezana zgolj s podolgovato horizontalno odprtino. Skoznjo je lažje postreči s kavo ali čajem, med pripravljanjem obroka pa se da zapreti z drsnimi vratci. Tako da se omamni vonj pečenke v česnovi omaki ne vtisne pregloboko v nastajajoče kreacije v delavnici. V predlaganem primeru sta odraščajoči najstnik in njegova zmeraj zaposlena mati dobila vsak svoj studio z zadostno količino naravne svetlobe ter skupno kuhinjo in kopalnico. Prehodna soba pa je postala garderobna soba in dodatno skladišče.